Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že vikend, posvečen veliki nagradi Avstrije. In kot običajno v uvodnem prispevku si bomo ogledali vse značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Tudi tokratni uvodni prispevek k veliki nagradi Avstrije bo kot ponavadi razdeljen na 3 med seboj dobro ločene dele. V prvem si bomo ogledali, kaj se je na progi zgodilo lani. V drugem si bomo ogledali značilnosti ter lastnosti proge v Špilbergu in v tretjem bomo nekaj minut porabili še za vremensko napoved. Ampak kot običajno najprej si bomo ogledali, kaj se je na dirki za veliko nagrado Avstrije zgodilo lani. In tu je treba povedati, da lanska dirka za veliko nagrado Avstrije ni trajala 71 krogov, temveč le 70. Ker je imel Carlos Sainz mlajši probleme na samem štartu, so vso proceduro ponovili in seveda tako je bila tista razdalja skrajšana za en krog. A ne smemo pozabiti, da je imel najboljše štartno izhodišče Lando Norris. Za njim je bil na kvalifikacijah Charles Leclerc in na 3. mestu Oscar Piastri. Ampak Piastri je izkoristil tisto liho stran štartnega razporeda in Charlesa Leclerca prehitel na samem štartu. In tu je treba povedati, da sam Lando Norris tekom celotne dirke ni imel večjih problemov. Treba je povedati, da pravzaprav je bil ključen trenutek dirke takoj po štartu, ampak tam v ozadju. Namreč Andrea Kimi Antonelli se je kvalificiral na 9. mesto in takoj v tisti začetni gneči je hotel pridobiti kar se da mnogo mest. In zato je bil na zaviranju dolg, izgubil je nadzor nad svojim Mercedesom in izločil poleg sebe iz nadaljnjega tekmovanja še Maxa Verstappena. Tu je treba najprej poudariti 2 stvari. Andrea Kimi Antonelli je bil kaznovan 3 kazenska mesta na naslednji dirki, kar se tiče štartnega razporeda. In drugič, Max Verstappen po tej nesreči ni bil nič hudobno nastrojen proti mlademu Italijanu. A razumel je, kaj je hotel narediti in povedal tudi v intervjujih, da so to pač dirke. Čisto drugačna reakcija, kot smo jo videli, naprimer kasneje na veliki nagradi Nizozemske. Ampak, po mojem skromnem mnenju, je ključne točke v boju za naslov prvaka Max izgubil na veliki nagradi Španije in ne tu v Avstriji. Kajti tega Max ni mogel predvideti, ni mogel preprečiti. Ono v Španiji je bilo pa čisto nepotrebno. In tu je treba sedaj povedati, da pravzaprav na dirki, na to v nadaljevanju, nismo videli nič kaj takega, nič kaj presenetljivega, če izvzamemo to, da je Franco Colapinto spregledal modre zastave in iz proge izrinil celo Oscarja Piastrija. In to je bila ena izmed tistih dirk, ki je Franca Colapinta v mojem videnju nekako postavila na črno listo. Potrebno bo še marsikaj drugega, da bo opravil te napake. Na koncu smo videli, da je zmagal Lando Norris pred Oscarjem Piastrijem, Charles Leclerc je bil na 3. mestu. S tem
da Max Verstappen te domače dirke za Red Bull ni končal. In kot sem povedal, dirke ni končal niti Andrea Kimi Antonelli. Ampak letos lahko pričakujemo tudi malce drugačen razplet. Ampak najprej je prav, da si ogledamo, kakšne so lastnosti proge v Spielbergu. In tu je treba povedati, da je proga Red Bull Ringa znana po tem, da je tako imenovani stop and go. Torej imamo ravnino ter ostri ovinek v desno. Verjetno marsikdo ni opazil, da pravzaprav na tej progi nimamo ne vem koliko ovinkov v levo. Če smo malce bolj natančni, imamo 2 prava ovinka v levo na celi progi. In to se meni zdi sorazmerno malo. Poleg tega, že to, da imamo dirko, ki je dolga 71 krogov, nam pove, da je krog sorazmerno kratek, kar ni nič takega, če nekako vzamemo iz konteksta, da imamo 22 bolidov na štartnem razporedu, kar bi lahko pomenilo potencialno gnečo, ampak o tem nekoliko kasneje. Če si sedaj pogledamo tisto znamenito tabelo Pirellija, bomo najprej videli, da so tokrat zbrali pnevmatike C3, C4 in C5, tisto najmehkejšo varianto. In treba je tu povedati, da je ta proga zanimiva še po ničem drugim. Verjetno ste videli vrednosti, ki je Pirelli predpisal za tiste posamezne kategorije. In danes ne bom dolgočasen kot običajno. Namreč imamo pospeševanje, ki ima vrednost 2, vse ostale imajo pa vrednost 3. In tu nekaj zanimivega. Marsikdo si misli, da ker je proga stop and go, to pomeni, da je pogonski sklop pod velikim pritiskom, ampak ni res. Namreč nimamo tistega, kar bo razvidno v Monzi, v Silverstonu in tako naprej. Imamo pospeševanje iz nizkih hitrosti tja proti visokim. Torej, traction oziroma pospeševanje ima pravilno vrednost. Ampak oglejmo si sedaj tiste vrednosti, ki jih pripisuje Pirelli, in tokrat bomo videli kar nekaj zanimivosti. Najprej previsni kot. 3,25 stopinje na prednji osi, 2,25 na zadnji osi, kar verjetno mnogim ne pove mnogo, če ne vemo, kakšne so bile te vrednosti lani. Na prednji osi 3 stopinje, na zadnji osi celo 1,75. Torej, za 4 stopinje se je kot zvišal na prednji osi, za pol stopinje na zadnji, kar pomeni, da so hoteli s tem pomagati pri rotaciji in pri nagibu v samem ovinku. Kar je zanimivo in kar zna biti tudi pomembno pri spremljanju celotne dirke. Namreč bolid bi moral biti bolj okreten. Čeprav smo videli na samih skicah, da bočne sile niso tako kritične, in če se sedaj ozrete na tisto skico, kako trpijo pnevmatike, boste videli, da ne vzdolžno, ne prečno, ni kakšnih problematičnih točk. Ampak poglejmo si še minimalni tlak, ki je zopet zanimiv. Tako na prednji kot na zadnji osi je ta določen na 24 funtov na kvadratni palec, oziroma 24 funtov in pol na kvadratni palec, ko je pnevmatika segreta. Torej enak tlak spredaj kot zadaj. Kar je malce neobičajno, čeprav smo videli letos, da se je tlak med prednjo in zadnjo osjo sicer dvignil v primerjavi z lansko sezono, ampak razlika se je tudi malce zmanjšala. Če pogledamo vrednosti iz lanskega leta, bomo videli, da je pravzaprav že takrat bilo dokaj podobno na prednji in zadnji osi.
namreč 22 funtov in pol na prednji osi, 20 funtov na zadnji osi. Sicer 2 funta in pol razlike, ampak kar je zanimivo, tudi tlak absolutno na prednji osi se je dvignil samo za funt in pol na kvadratni palec, kar je po mojem sorazmeroma malo. Obraba tu ni kritična, kar nam pokaže ta simulacija, ampak zanimivo je še nekaj drugega. Če pogledamo malce to simulacijo temperature v pnevmatiki skozi krog, bomo videli sicer, da imamo nekaj tistih točk, kjer je temperatura označena z rumeno barvo, kar je malce višje od povprečja, ampak generalno gledano nobenih kritičnih območij. Tu bi lahko dejali, da pravzaprav nimamo nič kaj takega, kar bi pnevmatike lahko spravilo v krizo. Verjetno bomo priča degradaciji, ampak zaradi izbora mešanic, ne zaradi tega, ker bi bila proga zahtevna. Kvečjemu bi lahko dejali, da je tista kritična sila, ki deluje na pnevmatiko, ona vzdolžna in neprečna, ampak ni nič kaj takega, kar bi ekipe spravljalo v nevšečnost. Tako, kar se tiče samih lastnosti proge, je to vse. Poglejmo si še, kaj pravijo vremenske napovedi za prihajajoči vikend. Tu bi lahko dejali, da bo vremenska napoved izjemno kratka. Namreč v petek, v soboto in v nedeljo bo sončno. Temperature naj bi se gibale med 14 in 32 stopinj Celzija. Možnost padavin vremenoslovci ocenjujejo kot 0%. In treba je povedati, da bo temperatura izjemno visoka. Direktor dirke je že izdal tisto opozorilo, kar se tiče visokih temperatur, in vozniki bodo lahko uporabljali tako imenovane hladilne jopiče, in v nasprotnem primeru, ukolikor ne želijo tega, bodo morali njihovi mehaniki na bolidih dodati ustrezne uteži. Ampak kar se tiče našega uvodnega prispevka, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.